Čez 1000 let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu daljenih svetov, spet kot nocoj bo Orion sijal. Zeleni hrast, ki pošumival noč, takrat prav staro temno bo drevo. Šumel bo v vetru kot teman spomin na ta večer, ko stala sva pod njim. Skoz mrak bo trepetala iz tih zvezd srebrna luč. Le mladi par, ki se bo tu takrat dobil, bo drug. Prav kot nocoj pomladni mrak sijal bo Orion, in prav tako kot jaz morda bo rekla deklica. Kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. Čez 1000 let, ko naju ne bo več, na nebu Orion sijal bo še. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot mlad par se bo poljubil spet. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot mlad par se bo poljubil spet. Vsi smo se v življenju že velikokrat vprašali, kaj je namen in smisel življenja. Od kod smo prišli, kam gremo, zakaj živimo. Morda se boš kdaj prepiral z družino, morda izgubil prijatelje, za katere si mislil, da bodo vedno s teboj. Ugotovil boš, da ima vsakdo preteklost in nihče ni popoln. Doživel boš stvari, ki te bodo spremenile za večno. Jokal ali jokala boš, se smejal ali smejala, se morda tudi kdaj osramotil ali osramotila. A na to bo prišel trenutek, ko nič od tega ne bo pomembno. Ko se boš naslonil nazaj in ugotovil, da se izzivi dogajajo ljudem, ki jih zmorejo. Da so te navidezne prepreke v življenju te naredile v človeka, kakršen si danes. Ko boš ugotovil ali ugotovila, da je imelo vse svoj smisel in ne bi zamenjal ali zamenjala prav nič, saj je vse tako, kot mora biti. Vsaka napaka je bila na mestu. Vse to je učenje in vse to je življenje. Na samem začetku iskrena hvala Nuši Perenda, Tinkari Lednik in Anžetu Paradižu, ki so, vsaj upam, da razblinili kakšno drobtinico nervoze, ki se danes potaka po vaših žilah. Glasba rada poskrbi, da se naš umiri, sprosti, poskrbi za motivacijo in daje energijo. Ne dvomim, da ste v preteklosti velikokrat, tudi med učenjem, posegli po glasbi.
Drage učenke, dragi učenci, starši in vsi, ki ste danes tukaj zbrani, dobrodošli, da skupnimi močmi naredimo pečat uspešni učni poti, ki so jo prehodili vaši otroci vse od 1. do 9. razreda osnovne šole. Zakaj se učiti? Pogosto vprašanje, ki se zastavlja vsem, ki so vključeni v proces učenja in izobraževanja. Še zlasti mlajši imajo to vprašanje pogosto v mislih, ker često ne vidijo njegove uporabne vrednosti. Se ga vidijo kot le orodje za zadovoljitev profesorjev, predvsem pa svojih staršev, ko prinesejo domov dobro oceno. Z leti pa se slika bolj jasno postavi. Takrat se zavemo, da delamo in se učimo zase, za svojo prihodnost in prihodnost naše, vaše, bodoče družine, otrok, in tako je krog sklenjen. Iz leta v leto najavljam, da smo Ravenčani lahko ponosni na mladež, ki z odliko opravi osnovnošolsko izobraževanje. Tudi letos nič drugače. Letos imamo v naši občini, za informacijo lani 26, letos pa kar 30 zlatih učencev. Iskrene čestitke. V nadaljevanju se mi na odru pridruži župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki našo občino vodi že 14. leto zapored. Se je kaj spremenil, boste presodili sami. Kakšne besede je tokrat pripravil za vas? Izvolite, gospod župan, beseda je vaša. Lep pozdrav in dobrodošli vsi v imenu občine Ravne na Koroškem. Žal je Matjaž izdal mojo kilometrino. Vesel sem, da lahko, listi so dopadli, nagovarjam že 14. Torej našo najboljšo generacijo, spoštovani učenci, učenke naših dveh osnovnih šol. Čestitam vam seveda na današnjem posebnem sprijemu, ki je žal nekoliko zaznamovan še vedno s to korona krizo, zato je danes tukaj ob tej uri prisotna le osnovna šola Koroški Jeklarji, vaši kolegi pa bodo in kolegice seveda pa bodo kasneje prijeli te tako imenovane županove oziroma občinske petice. Spoštovani starši, lep pozdrav tudi vam in tudi stari starši, ki ste se pridružili tej slavnostni prireditvi. Občina organizira to, torej že z moje strani 14 let, seveda pa nekoliko dlje in tudi v prejšnji državi smo poznali to prireditev, kajti odličnost, ki ste jo dosegli v osnovni šoli, seveda je stvar, ki se je vredno in smiselno pokloniti. Čestitam vam torej za ne samo končano osnovno šolo, to končajo večinoma vsi otroci vsake generaciji, ampak za seveda končano z odličnim uspehom in to odličnim vseh 9 let. To ni enostavno, to ni samoumevno in je zagotovo plod mnogih vaših lastnih odločitev, plod tudi odločitev vaših staršev, tudi starih staršev. Vsi skupaj so pripomogli k temu vašemu izjemnemu uspehu. Ste odličnjaki, to pomeni, da ste najboljši, da ste, kot bi v vašem jeziku morda rekli, top svoje generacije. Bodite na to ponosni, res ste nekaj lepega, torej odličnega dosegli. Naj bo to vaša spodbuda za naprej. Pred vami sicer so dvomesečne počitnice, vdih, to da naprej vas čakajo svoje nadaljne poti. Kljub temu, da je za vami kar dolga 9-letna, torej prehojena osnovnošolska pot, že sama beseda pove, da je to osnovna šola, da vas čaka še ogromno šol, veliko izobraževanja in želim vam danes ob tej priliki, da bi bila to spodbuda, da bi bil ta odličen uspeh vaša samozaveza naprej. Pred vami tako v srednji šoli, na fakultetah in potem v poklicu bodo mnoge ovire in zagotovo dejstvo, da ste odličnjaki, lahko krepi vaš pogum, vaše odločanje naprej, da boste še naprej hodili po tej odlični poti kot učenci, morda ne samo kot učenci, želim si, da bi bili tudi odlični ljudje, da bi tudi v širšem smislu bili seveda zgled svoje generaciji in tako dobri, kot ste bili do sedaj, seveda tudi naprej. Marsikdo bo kaj vam rekel, da kaj ne znate ali bo seveda kakšna preizkušnja pred vami, ki ne bo lahka, življenje je pač seveda takšno in takrat si recite sami s svojim notranjim glasom, jaz sem odličnjak in to bom zmogel.
To bo na nek način pričakovala tudi vaša okolica, vaše družine, starši, bojo rekli, kaj imaš zdaj probleme s to biologijo ali pa kemijo v srednji šoli, saj si bil odličen v osnovni šoli, tako da ste s tem, ko ste odlični, sami sebi že postavili višjo oviro oziroma višjo mero, da se tudi od vas več pričakuje. Tudi kdaj bo kdo rekel, kako to ne veš, če pa si bil odličen v osnovni šoli, in te trenutke izkoristite, moj nasvet, izkoristite za to, da boste še boljši, da boste morda odlični tudi naprej, čeprav bo to težje ali pa saj prav dobri in pa zelo uspešni tudi po nadaljni poti. Hkrati seveda čestitam tudi staršem, zagotovo ste danes ponosni na svoje otroke. Po 14 letih sem danes tudi sam starš, ker bom na drugi šoli imel sina, ki bo tudi sedel v teh prvih 2 vrstah, tako da nekoliko bolj delim te osebne občutke danes, kot pa teh preteklih 14 let. Tudi starši ste in smo ponosni na svoje otroke, vsak si želi najboljše, veseli smo, če nas presežejo, hkrati pa danes torej čestitka in pa zahvala, da ste ustvarili takšno družinsko okolje, da so lahko vaši otroci tako uspešni. Vsakemu ni to dano, vsakemu to ne uspe in zato resnična čestitka tudi vam za to vaše delo in tudi starim staršem, ki so zagotovo nekaj k temu prispevali v tem našem medgeneracijskem bivanju, kot ga poznamo. Zlasti pa ste najbrž danes oziroma ponedeljek zelo ponosni na svoje otroke, tako da vam želim vse dobro tudi vam naprej, da boste še naprej jim tako dobro stali ob strani, kot ste jim do sedaj. Upam, da vam bo ta petica, ki boste kasneje prijeli, ostala v spominu, je iz pravega zlata, kot ste tudi na nek način vi zlati za nas. Ohranite jo, tudi če ne boste nosili, se lahko valja po kakšnem predalu. Tudi sam imam to petico še iz leta 87, ko je takrat na njej pisalo, mislim, da Ivo Lola Ribar, in seveda jo tu pa tam še pogledam v spomin in pa nek ponos, ter seveda, ko se bo mladost odaljevala, boste videli, da se vedno raje spominjate, kot se vam morda to zdi danes. Torej nosite jo s ponosom, jemljite kot samozavest, kot vašo moč za naprej, poznani so pregovori, kot je znanje je moč. To je res, to so že dokazali ljudje pred vami, tudi vaši starši to dobro vedo, tako da vam torej želim vse dobro in pa kot rečeno, morda za zaključek, bodite ne samo odlični učenci, ampak so tudi dobri, odlični ljudje, pripravljeni komu pomagati, ki je pomoči potreben, v življenju videti ne vedno samo sebe, so tudi sebe, vendar ne samo sebe, ker le tako bomo lahko rasli kot skupnost, kot družina, kot lokalna skupnost in navsezadnje so tudi kot država. Še enkrat čestitam. Hvala lepa županu. Zdaj omenil sam, da je petico prejel davnega leta 87. Ne? Kje ste takrat bili vi? Vaši starši so še uživali takrat. Hvala lepa za besede. Preden pa začnemo s podelitvijo zlatih petic, pa še ena glasbena točka, ki so jo za vas pripravili današnji glasbeniki. Nuša, Tinkara in Anže. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voice is calling me? They get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken
Oh, can it be the voice is calling me to get lost and out of time? I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Treasure maps, fallen trees, operator, please pass me back when it's time. Stolen friends and disease, operator, please patch me back to my mind. Oh, can it be the voice is calling me to get lost and out of time? I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Katera je najpogostejša izgovorjena beseda v preteklih mesecih? Bi se strinjali, če rečem koronavirus, COVID-19. Leto 2020 je zagotovo specifično leto. Leto, ki nam je marsikaj odneslo, spremenilo, morda življenje celo postavilo na glavo. Narava dokazuje in šopiri svoje mišice in šele v takšnih situacijah nam postane jasno, kako majhni in neobogljeni smo v primerjavi z naravo. Tudi nam je omenjeni virus letos nekoliko prikrižal načrte in spremenil potek prireditve. Doslej smo bili vselej namreč navajeni moči združiti z obema osnovnima šolama hkrati, a vsa priporočila in vsi napotki, ki jih moramo upoštevati, so pripeljala do dejstva, da tokrat zlate petice podeljujemo vsaki osnovni šoli posebej. Tako, čas je, da pričnemo s podelitvijo le-teh. Vsak učenec oziroma vsaka učenka se nam pridruži, ko ga oziroma jo pozovemo. Prosim tudi, da prejemniki nagrad tokrat z nami ostanejo tukaj na odru. Prosil bom župana in gospo Marijo, da se pridružita in podelita petice. Rad bi vas opomnil, glede na to, da moramo upoštevati seveda vsa priporočila, da boste kasneje, ko boste se stopili z našega odra, imeli pri stopnicah tudi razkužilo, da si lahko razkužite roke, kajti zdi se mi še vedno najbolj pristen odnos tisti, ko ti človek seže roko v dlan. No, ta bo današnji dan tudi v vašem fotografskem spominu, pa bo kot vselej poskrbel gospod Aleksander, ki vas poskusi ujeti ob pravem trenutku. Začnemo z 9.a oddelkom. Prva zlata petica, kmalu v rokah Marka Habra. Marko ne zapusti, pa se postavi. Sledi zlata petica, ki jo prejme Nika Kotnik. Pridruži se nam Bor Križanič. Zlato petico prejme Lara Ledinek-Hovnik.
Na oder povabimo Manco Mlinarič. Kar nekaj takšnih družin, ki so zlatih petic že navajeni iz preteklosti, iz prejšnjih generacij in med te sodi tudi ta družina skupaj z Žanom Pustoslemškom. In še zadnja, v 9.a oddelku, ki bo morda celo nekoliko višja od župana, Julija Valenter Zdovc. Sem na hitro premeril. Iskrena zahvala in drobna pozornost pa tudi razredničarki gospe Petri Podjavoršek. Če bi nam še kdo 3 mesece, 4 mesece nazaj rekel, da bo razkuževanje postalo naš vsakdanjik, kamorkoli bomo vstopili, bi rekli, z katerega planeta si, ne? Zdaj pa smo se že dobro navadili. Sledi še podelitev zlatih petic v 9.b oddelku. Tukaj imamo 3 zlate petice, najprej pa jo podelimo Valentinu Gorenšku. Zlato petico prejme tudi Jan Gros. In še zadnja zlata petica, edinemu dekletu v tem oddelku, to je Bela Oder. Zahvala in pozornost pa je namenjena tudi razredničarki gospe Jani Kranjčan-Erjavec. Hvala lepa županu, hvala lepa gospe Mariji. Prosim, če ostaneta še trenutek ali dva, sam se malce odmaknem, da gospod Aleksander ujame pravi trenutek in z vami naredi skupinsko fotografijo. Naj pa že v tem trenutku omenim, da tudi ob koncu prireditve, ko boste zapustili ta prostor, se boste zunaj skupaj fotografirali, tako da ne boste prehitro ušli. Prav? Leteči mikrofon, hvala lepa. Lahko seveda zapustite.
Vsem prejemnikom zlatih petic iskrena čestitka še enkrat in naj vam radovednosti in želje po osvajanju novega znanja nikoli ne zmanjka. Priznam, da je letošnja odhajajoča generacija tudi zame nekaj posebnega. Gre za prve učence, ki sem jih prevzel kot takratni razrednik prvega razreda. Seveda ne vseh med vami. In tako kot pravijo, prve ljubezni nikoli ne pozabiš, sem prepričan, da tudi prve generacije ne bom nikoli. Ko vas gledam danes, imam v glavi še vedno sliko vašega prvega šolskega dne, ampak razlika je očitna, predvsem v centimetrih. Hvala vam, dragi učenci, da sem smel biti vaša prva popotnica v življenje. Mi pa se počasi približujemo koncu današnjega. Upam, da za vas posebnega dne in da si boste 17. junij z veseljem spravili v predalček spominov, kot dan, ko je bilo vaše prizadevanje za dosego učnega znanja tudi nagrajeno. Univerzalni ključ do uspeha in sreče so pozitivne misli in dobro načrtovanje. Naredimo lahko vse, kar si zamislimo, če le verjamemo v svoj uspeh in ukrepamo. Ste v času korone, ki nam je in nas je za lep čas spravila med 4 stene, pogosto posegali po knjigah? To je pravi trenutek, da pozabljene stvari in besede postavimo v ospredje in prisluhnemo življenju, ki se je pisalo nekoč. Pa zato ne potrebujemo daleč stran. Raznolika koroška pokrajina je dobro opisana v delih koroškega pisatelja Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca, po katerem sem v tem času posegel tudi sam, ponovno. Morda nekoliko težje čtivo za osnovnošolce, a če vas zanima preteklost in nekoliko drugačno življenje na Koroškem, potem mora biti letošnje poletje v roke vzemite Jamnico. V Jamnici je Prežihu uspelo naslikati prepričljivo podobo časa v letih od 1920 do 1930. Gre za leta korenitih družbenih sprememb, tako socialnih, političnih, kot tudi ekonomskih, kar je korenito takrat zamajalo sistem družbenih in osebnih vrednot. Četudi Prežih tu ni tisti zame klasični, tipični Prežih, se Jamnico da brati na prav poseben način. Pred vami so dolge počitnice, ki naj bodo v znamenju sprostitve, uživanja in druženja. 1. septembra vas čakajo novi izzivi, novi šolski prostori, novi prijatelji, novi učitelji in še kaj marsikaj drugega bi se našlo. Stopite na novo šolsko pot sproščeni in prepričani, da znate, zmorete in si predvsem želite. Bodoči srednješolci, naj vam obdobje osnovne šole ostane v lepem spominu. Vse skupaj vabim, da si zunaj privoščite nekaj tekočine in izmenjate še kakšno besedo ali dve. Seveda pa ne pozabite tudi na skupinsko fotografiranje. Želim vam lepe, dolge in predvsem brezskrbne počitnice. Vse dobro želim. Pa lep dan.